Osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra Brdo je bilo ponovno prizorišče tradicionalnega žreba. Na nivoju, ki pritiče nogometu in z rutinskimi opravili, katerih osrednji poudarki so bili podelitev nagrad za preteklo sezono in pogled v prihodnjo, s poročilom, ki navdaja z optimizmom. Kakovost igre se dviguje iz leta v leto, številne nogometne šole po Sloveniji dobro delo v klubih, dajo rezultate in čedalje imamo večje število kakovostnih mladih igralcev, ki trkajo na vrata prvih ekip. In ki se ne bodo zgledovali samo po svetovnih zvezdnikih, ampak tudi po najboljših na domačih stadionih. Z 18 zadetki je bil prvi strelec pretekle sezone Mariborčan Luka Zahovič. Oder na zelenici osrednjega stadiona, idilično okolje in domiselna scenografija so ponujali priložnost za sproščen pogled na minulo sezono, daleč od vrelišča tekmovalnih in navijaških strasti v zadnjih krogih. Nije lako, više malo stresa nego normalno, ali to je to. Ne moramo da se borimo sa stresom i da uradimo ono što je najbolje za klub. Štartali bomo z drugega mesta in tako smo lani imeli cilj prvo mesta, pač nam ni uspelo. Jaz sem trdno prepričan, da na letos bo, oziroma naslednje leto, to sezono. Zmanjkale so nam predvsem točke z jesenskega dela, nekatere po lastni krivdi, nekatere pa tudi na teh derbih, ki so bili izjemno zahtevni. Trije najboljši dobivajo v novi sezoni novega izzivalca iz enega najbolj nogometnih okolij pri nas. Mi smo si zadali dolgoročno strategijo, v kateri je pač tudi prva liga. Kot prvo leto zdaj po uvrstitvi si želimo, da bi postali trden, stabilen prvoligaš. Muri seveda danes vsi izražajo dobrodošlico, jutri jo bodo želeli premagati. Mi se tega zavedamo se večje odgovornosti in za polno zavzetosti odgovornosti gremo v prvo ligo. Še bolj pa si bodo seveda vsi želeli premagati najboljšega Olimpijo, ki je vedno dodaten motiv za vsakega tekmeca, ne le za večnega rivala iz Maribora. Izazov je veliki, stoji pred nama i ako smo šampioni, kao što mislim da jesmo, da ćemo dati našim navijačima dodatno zadovoljstvo u novoj godini. Bil bi pa seveda vesel, če bi se za vrh borilo malo več klubov, kar seveda pomeni, da bi privabili več gledalcev na stadionu, koliko jih bo pa na televiziji, pa upamo, da tudi čim več. Sploh z enim pozitivnim štartom si obetamo, da bi bili mogoče malo bližje, pa potem, ko si blizu, ko čutiš, je potem seveda lažje loviti. Enega od pogledov proti izzivom, ki si jih zastavlja elitna deseterica, je ponudil ples kroglic v steklenem bobnu. Sicer rutinsko, a zelo skrbno načrtovano opravilo. Žreb je bil, če tako rečem, za prvo ligo dokaj lahek, za vse pokali in pa drugo ligo pa kar zahteven. V drugi ligi predvsem zaradi želja klubov, v pokalu pa zaradi različnih, kot to, da sta dva izžrebana dva iz iste lige, kot to, da sta bila izžrebana dva finalista iste MNZ, tako da je kar nekaj dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati. Gotovo ste ga prepoznali. Štartne številke za novo sezono je klubom razdelil nekdanji reprezentant Novogoričan Miran Burgič, ki je po koncu aktivnega igranja na pragu nove kariere. Ne vem še, zdaj za ogrevanje sem žrebil kroglice, ampak mislim, da bo kaj bolj zahtevnega prihodnosti. Miran je eden od povratnikov v domače prvenstvo, njegova primerjava ima težo. Jaz mislim, da Slovenska liga je dosti podcenjena. Največja razlika je v financah in stvarih, ki spremljajo nogomet. V sami kvaliteti igre ni take razlike. Kar so ne nazadnje prepoznali tudi televizijski gledalci. Prva liga je produkt z visoko gledanostjo. Slovenci zelo radi gledajo prvo slovensko nogometno ligo in da gledanost ključnih tekem, ki so odločale prvenstvo v slovenski nogometni ligi, imajo bistveno više rejtinge, kot so recimo za slovenskega gledalca je klasiko. Naj bo tako tudi v prihajajoči sezoni, v kateri bodo na malih zaslonih spet vse tekme. Seveda pa je dovolj prostora za gledalce tudi na tribunah stadionov. V živo je še bolj zanimivo.